Prihajajo prazniki, polno obložene mize, mi pa ob koncu večera siti in utrujeni do vse te težke hrane, pa salame, kruh, namazi in tako naprej. In ravno v ta namen bova danes z Ano Plešec pripravili odlično alternativo, ki ne samo, da bo dobra, ampak bo tudi odlično izgledala. Vse sestavine smo dobili v trgovini Prema, kjer so nas res dobro založili z zdravimi sestavinami. Ana, življenje lepo pozdravljena. Jaz sem toliko lačna, da ne moram več razmišljati. Mi da sva si pripravili tukaj res odlične izdelke, torej iz trgovine Prema, in danes bomo mi naredili en tak narezak, torej ko pridejo obiski na hitro zdaj v tem prazničnem času. Zdaj ti vem, da ješ bolj ekološko, bio, zdravo, lokalno, sezonsko in tako. A sem vse prav povedala? Verjetno, da sem, a ne? Sem še kaj spustila? Po večini, ja. Po večini sem. Torej, zdaj me zanima, kako si ti s tem, če hrana torej pripetuje iz ne vem kje, ne? Torej, si bolj na slovensko mahnjena, gledaš, da kupuješ torej lokalno? Ja, poskušam, ja. Ampak včasih in sploh recimo za praznike in če rabimo neke dotične stvari, sploh recimo tisti, ki smo vegetarijanci ali pa za vegane, včasih stvari, ki so mogoče tudi skole v embalaži, kakor so mogoče kakšne pripravljene veganske salame, se mi zdi, da je super opcija, da si za praznične dni lahko postrežemo tudi s takšnimi stvarmi. Mene ful zanima, kako bojo te salame, ker jaz jih pač obožujem mesto, tako in tudi salame vidim, da je par mojih najljubših, tako da, ja, ti lahko že kar začneš. Danes bomo torej z Ano predvsem bazirali na avokadu, ki je res odličen vir v prehrani. Zdaj, zakaj bi mogla torej, recimo, Ana, avokado vsakodnevno uživati? Avokado je res tako eno super živilo, ki bi se moral znajdeti na naših jedilnikih. Zgleda slepa salama. Ja, pa taka čist na tenko je narezana, ja. Tudi diši lepo. Diši. Ja. Avokado ima ogromno nenasičenih maščobnih kislin, se pravi te dobre, zdrave maščobe, ki jih naša telesa potrebujejo, naši možgani za pravilno delovanje, naši čarobni hormoni, da se tvorijo v takšnih količinah, kot se morejo. Avokado sam po sebi ima ogromno tudi vitamina A, E in K, ki je odlično za naše kosti, za naše oči, tako da ima ogromno nekih vitaminov, tudi minerale, tudi magnezij je noter, ki podpira naše celotno telo. In hkrati je odličnega okusa, jaz avokado obožujem. No, tale je mehiški, namreč podjetje Sabor Verde prinaša okuse direktno iz Mehike in razlika je, da je njihov avokado takoj pripravljen torej za uživanje. Zelo pomembno je namreč, kakšen avokado kupimo. Ja, in kaj meni pri teh avokadih všeč je to, zaradi tega, ker ne vem, če kdaj kupuješ pač te cele avokade v trgovini, je prav tako, a ima srečo ali jo nimaš, ko ga odpreš. To je bingo, pač tombola je, ne veš, kaj dobiš, ko odpreš, ne? Ja, to je res. Tukaj pri njih vem, da imajo čiste, sveže avokade, da so tudi zelo pozorni, da... Tudi ene namaze, tam ne sem videla, bo Ana pogledala, torej not imate samo avokado, zelišča in pa zelenjavo, torej nobenih konzervansov, nobenih aditivov, nobenih umetnih arom, pa še certifikat torej v label in košar imajo, ne. Torej danes vam bova predstavili kar 4 okuse avokada, torej tradicionalni mehiški, kjer je notri čebula, česen, sveža limeta in začimbe, potem je za vse tiste, ki imate radi, morda mečkam bolj pikantno, torej da vas mečkam zapeče, je odličen, recimo pikantni guacamole, začinjen je torej s paradižnikom in pa papriko, tudi avokado v koščkih imate na voljo ali pa pasirano verzijo, kjer je torej samo sveža limeta, ščepec soli in pa poper. Ja, zdi se mi res, torej najbolj pomembno je torej kakovost pri avokadu, ker velikrat, kot so že rekla, se nam je torej zgodilo, da kupaš nek avokado, ki misliš, da je super, doma dozori, kakšen dan ga pustiš, postane recimo celo črn, potem ga podpreš, pa je noter čist trd. Ja, Jasmina recimo tudi vedno, ko pripelje torej produkt v Slovenijo, raziskuje, torej kako podjetje dela, zato je tudi Jasmina recimo izjemno všeč, ker podjetje, torej Sabor Verde, ki se v bistvu tudi zavzema za trajnost, pravičnost in učinkovitost, torej učinkovito rabo sladkovodnih virov po svetu. A si vedela, ne vem, če si prebrala, a vidiš, kaj piše, da uporabljajo samo deževnico? Deževnico, ja. Ker pri avokadu je tako, da se ogromno vode... Ja, ti kar, izvoli. Ti si kar postrezi. Ogromno vode za samo pridelavo porabijo, tako da to se mi zdi, da je res ena izmed super stvari, da za samo rast proizvodno uporabljajo izključno in samo deževnico. Avokado tako, da ga bi z doma naredila. V bistvu je malo bolj začinjen.
boljše začine. Mislim, da si tega s papriko probala, ne? Ja. Zdaj sem meso probala. In kakšen okus ima? A že sploh nimam občutka, da ne jem meso. Okay. Tole pa jaz probala kakšne naše mesne, res velike ljubitelje mesa. Sploh je nam povedala. Ja, verjetno sploh ne bi opadla, če jim s tem postreže. Tekstura, okus. In kaj se mi zdi super pri avokadu, ker je že pripravljen, če dobimo kakšne goste, včasih to toliko traja, prej to lupaš. Ja. Mislim, sploh, če delamo večje količine in če rabimo tisti pravi svež zelen avokado, da se ne ukvarjamo s tem, da vmes pobiramo stran tiste črne pike, ki so prisotne v velikih avokadih, tako da se mi zdi to ena izmed super stvari, da imamo že takole doma pripravljene za takrat, ko pridejo gosti. Lepo smo lepo naredili, to je bilo med tem, ko vidimo malo klepetava, ne? Ja. Super. Jaz moram probati še talete drug, ker tele avokado, tole mene prepričalo. Mava pa tudi tele kruhke, ne? Nisem hotela reči, krekerji so, ki so brezglutenske, teli so tudi visoka vsebnost proteinov je notri. Kaj ti priporočaš, da smo stvari brez glutena? Zaradi tega, ker gluten deluje kot lepek na naše črevesne resice in velikokrat pride do prepustnega črevesja ravno zaradi tega, ker ljudje uživamo hrano, ki jo naše telo ne more presnoviti. Tako da tele krekerji so iz čičerikine moke, grahova moka, lečina moka, tako da je v bistvu samo na osnovi proteinov, teh rastlinskih proteinov. Super, ne? Voda in soja noter, tako da so res take čiste sestavine. Ja, hvala, tale narezek je meni. Se pravi, jaz zelo komi čakam, da mi da to prekineva, da se res zaženeva v tale najn narezek, ne. Ana, potem bo pa jaz kar poskusila tole, ker si rekla, da je iz različnih, ne, kaj si čičerika, si rekla pa še nekaj. Čičerika, leča pa grah je noter. No, dajmo, jaz to ne jem takih stvari ponavadi, ampak zdaj pa bom, ne, poskusila. Dobro. Čudoviti so. Čist taki lahki. Tako ne rekla, da ti tazga noter. Ja. Kaj imaš pa še ena super stvar so veganski mini burgerji. Teli so iz jajčevcev in posušenih paradižnikov narejeni. Telih nisem, sem pa kakšne druge zelenjavne. Mene to včasih imeti fino doma, se pravi, če imamo včasih hitimo, sploh tudi, ko recimo pridejo obiski in okoli praznikov, ampak tudi včasih, ko hitimo in nimamo časa, da bi si naredili neko zdravo verzijo, mogoče večerje, se mi zdi, da je super, da imamo take stvari doma, ker si to na hitro mečkam popražemo, lahko spečemo, dodamo zelenjavo popraženo zraven, mogoče kakšne bučke, papriko, čebulo narežemo, v voku v ponvi popečemo in dodamo tole zraven. Tako da se mi zdi to ena hitra rešitev, mogoče za kosilo ali pa za večerjo, da imamo tele burgerje doma. Ok, kaj pa tole? Tukaj imamo pa gambere veganske, ki so pa narejeni so iz ekstrakta alg. Kar pomeni, da res ni nobenih drugih adaktivov noter ali pa teh filerjev. To niso ta pravi. Ja, zgledajo čisto ta pravi gamberi. Neverjetno. No, evo, to je še ena varianta, ki lahko poskusimo. Kako bi pa ti pripravljali recimo gambere? Se pravi, zelenjavo na voku, dodala bi gambere, potem pa se doda kakšen ris, testenine, tako da definitivno bi probala, kako je tole, ko popražimo to mečkan s čebulo, mečkan začinimo, pa dodamo še malo zelenjave. Sliši se dobro, no. Jaz sem čisto navdušena in ko mi čakam tudi, da tele gambere probam, ker jaz sem mislila, da je to hec, to mi pa ni bilo jasen. Čakaj, nimam videti danes tukaj veganskih stvari, kva delajo gamberi vmes. Wow, res. Vsa čast tem, ko sem tole naredil, tole je pa res neverjetno, no. Ja, se tudi jaz veselim, da jih sprobam. A si vedela, da to sploh obstaja? Ne, nisem. Ok, pa nisem jaz edina una, ker nič ne vem, kaj in kako, ne? Ne, nikoli še nisem videla in tudi to, da so narejeni samo iz alg, me preseneča. Ja, tudi mene. Ok, mava tudi tele guacamole zadevce. To noter jih je 1, 2, 3, 4. Koliko imava? 4 jih imava? Mislim, da so 4. Ne, gledam. Ful so mi všeč, kako so lepo v bistvu pakirane, ne? Ja. Kaj to je jalapena paprika? Ti se spoznaš na te, jaz moram to vprašati, ker to pač naša Ana vse ve. A to je kakšna posebna paprika? Vsega ne vem, kaj pa, ampak v mehiških receptih, recimo za guacamole, oni vem, da jalapeno paprike uporabljajo, pa tudi ponavadi bolj tak pikanten okus. Si vedela, da obstaja tudi paprika serrano? Ne, to pa nisem vedela. Tukaj pa torej za tole, ki je mečkam bolj pikantna, se pa zgleda mečkam bolj močno papriko. Hvala, Ana, torej, da si prišla v našo družbo, da si torej z mano poskusila izdelke, ki jih najdete torej v trgovini Prema. Poglejte si njihovo spletno stran, tam najdete res odlične stvari.
tako malo drugačne, ne, pa dajte malo tele vaše kakšne ljubitelje mesa, jaz bom moje, vem, da jih bom nahecala, ker bom tole nabavila, doma naredila tako ledilco, me prav zanima, če bo kdo opazil, da dejansko gor sploh ni mesa. Hvala še enkrat. Z veseljem.